10 najbolj nevarnih preobremenjenih vozil ujetih na kamero. Prav zdaj boste v tem videu videli osupljive dogodke s preobremenjenimi vozili po vsem svetu. Pridružite se mi pri ogledu in spoznavanju 10 izmed njih. To je Arvin Polo TV. Prosimo, naročite se za več video posodobitev. Zato začnimo takoj. Številka 10. Habal. Na prvi pogled bi mislil, da to ni resnično, ampak v resnici je veliko takšnih pojavov po svetu, še posebej v naši državi Filipini. Pogosto se cela družina pelje skupaj na enem samem motorju. Ja, in pogosto jih je celo 10, ki se stiskajo na enem motorju. Ampak kako se to sploh zgodi? Pravzaprav potrebuješ pravo ravnotežje in pogum, da ti to uspe. In pogosto vozijo po neravnih cestah, medtem ko prevažajo toliko potnikov. Številka 9. Preobremenjena pištola narobe. V tem videu pa lahko vidimo hudo malomarnost voznikov, se nalagajo preveliko količino tovora na svoja vozila. Res ni nič dobrega, če kršiš omejitve vozila. In to je še en slab primer malomarnosti, ki pogosto prizadene tudi druge na cesti. Ja, namesto da bi ti, ki voziš pravilno, bil varen, te lahko prizadene malomarnost drugih ljudi. In to se pogosto dogaja na ovinkastih cestah, kjer tovornjak ne more več pravilno uravnotežiti svojega tovora, zato pride do nesreče. In za informacijo, preobremenjena vozila lahko povzročijo tudi odpoved zavor. Zato, če vidite kaj takega, se temu takoj izognite in prijavite najbližji policijski postaji. Številka 8. Prenatrpan avtobus. Vem, da si že videl prenatrpan avtobus v Manili in na podeželju Filipinov. Ampak to še ni nič. Poglej to. Kot sardine so, stisnjeni v enem avtobusu. Ampak kljub temu nihče noče ostati zadaj, tudi če je to, kar počnejo, nevarno. In poglej si tole. Ne brđe tukaj, ne? Številka 7. Zloraba vozila. Na posnetku je prikazan majhen trikolesnik poln lesa, toda celo vozilo je že preobremenjeno s takšno količino tovora. Ne silite nekaj, česar vozilo res ne zmore, saj lahko povzročite še več škode, če se kaj slabega zgodi z vašim vozilom. Številka 6. Nenavaden trikolesnik. Zaradi izjemne iznajdljivosti ljudi res najdejo nenavadne rešitve za težave. A žalostno je, da so rešitve, ki jih najdejo, včasih zelo nevarne. Tako kot v tem primeru, kjer je ena družina naložila preveč stvari na zadnji del svojega trikolesnika. In v resnici, ko je tako, upam, da ne razmišljajo preveč o zaslužku. Namesto tega naj razmišljajo tudi o svoji varnosti in varnosti drugih udeležencev v prometu. Zato preden naredijo to, kar počnejo, naj dobro premislijo, ker kesanje vedno pride prepozno. Številka 5. Nakladalna nesreča. Poskušali so naložiti ta preobremenjen tovornjak na ladjo, ampak kot sem že prej rekel, ne silite nekaj, kar res ni mogoče, ker se lahko zgodi kaj takega.
Res je veliko neposlušnih tovornjakov. Zdi se, da jih nikoli ne zmanjka, kaj ne? Številka 4. Nenavaden taksi. Nič novega ni, da so taksiji glavno prevozno sredstvo za potnike. In tukaj je prostora za 5 do 6 potnikov. Ampak videli smo enega, kjer jih je bilo celo 7. In to se pogosto dogaja v Afriki. Kot sardine so natlačeni v majhen taksi, samo da bi prišli v drugo mesto. Kako jim uspe zdržati v takšni situaciji? Številka 3. Preobremenjeno kolo. Prepričan sem, da to vidite prvič. Ni vedno samo tovornjaki preobremenjeni, saj to počnejo tudi kolesa. Nadaleč izgledajo kot tovornjaki in to, kar počnejo, je res zelo nevarno. Ker se lahko kadarkoli prevrnejo in ogrozijo še druge voznike. Številka 2. Nenavadni indijski čolni. Če smo prej govorili o preobremenjenih vozilih na cestah, bomo zdaj govorili o preobremenjenih čolnih. In mislim, da imajo kaj takega samo v Indiji. Vidimo lahko ladje, ki so polne potnikov. In pogosto lahko vidiš ljudi, ki se celo obešajo na ladjo, samo da bi se lahko vkrcali in potovali skupaj. In čeprav je to zelo nevarno, se zdi, da jih sploh ne skrbi. In tudi na čolnih v Indiji je podoben prizor. Resnično se boš vprašal, ali je njihova vožnja naravnost v nebesa ali ne. Krabino. Številka 1 je zadnja, gorski tovornjak. Ne glede na to, kakšen tovornjak uporabljaš, če ga preobremeniš, ni več varen za vožnjo. In če mi ne verjameš, si poglej to. To je rezultat malomarnosti kot voznik tovornjaka. In tukaj je še en primer. Pravijo, dokler še dela, je še v redu. In pogosto jih vidiš prav v gorah. Neverjetno, kaj ne? To res ni več nič novega, da se jim to dogaja, ker jih resnično ne zanima, kakšne bodo posledice njihove malomarnosti na cesti. In zdaj si tudi ti že kdaj videl kaj takega na cesti? Kje je to? Komentiraj spodaj.